Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o hrani tudi za hujšanje, za razstrupljanje, za jetra, predvsem pa, kako nahraniti svoje telo, ker ključne pri tem, da se dobro počutimo, so prav vmesne malce, se pravi mini obroki in potrebno je jesti na 2,5 ure. Naj vam povem najprej, kaj se je meni zdajle v zadnjem času zgodilo. Moje telo se je očitno odločilo, da ne prebavlja več svinjskega mesa. Enostavno dovolj. In prejšnji dan sem bila pri sosedih, pa sem zaseko, potem sem pa šla po čemaž in imam tukaj tudi glejte, sem pripravila čemažev namaz, mogoče ne izgleda toliko lepo, kot je dober. In sem si pripravila, vzela sem si beljakovinski kruh, pa malo zaseke, pa čemaž sem pojedla. In dejansko so se mi tle gor spustile eni taki mozoljčki in to se mi zdaj, zadnjič sem šla smučat in sem jedla joto s klobaso, juhej, isto tole. Tako da očitno moje telo ne prebavlja več svinjine in to spoštujem. Tako da, glejte, mi vsi se spreminjamo. In ko se naše telo ali pa naša duša odloči, da smo na neki vibraciji, nas ne more več podpirati. In v tem primeru očitno mene prav ne podpira več, kar se tiče mesa. Pri nas zdaj skoraj jemo vegetarijansko, skoraj, sploh ne vem, kdaj sem ta zadnjikrat, v bistvu seveda, zaseko sem jedla od mesa, drugače pa dejansko punce skoraj ne jejo mesa, ne, ta male dve sploh ne jesta mesa. In zdaj, kako rešujemo to, glede na to, da jaz pa rabim beljakovine in gluten mi ne paše. No, tako da recimo pri kosilu naredimo recimo rezance široke ali pa špagete, makarone, pač to imajo rade. In jaz v bistvu preden zmešajo špagete z omako, zdaj govorim zmešajo, zato ker tudi one kuhajo ali pa zmešamo, jaz si prej vzamem v krožnik samo omako in dam noter skuto. In potem čisto normalno jem in vam povem, da se res najem. In tudi občutim, da je to nekaj, kar moje telo dobro prebavlja. Zdaj, za vse tiste, ki ste zdajle skuta, vam že strižejo ušesa, mogoče bi bilo pametno poseči po albuminski skuti, ker albuminska skuta ne vsebuje kazeina, se pravi, to je v bistvu je že predelana mlečna beljakovina, ki povzroča drugače alergijo. Jaz upam, da sem pravilno pobrala iz mojih možganov. Zdaj, jaz to lahko še normalno jem, bog si ga vedi, mogoče enkrat bo tudi moje telo reklo, da pač mlečnih izdelkov ne želi uporabljati in takrat bom že našla alternativni vir. Do takrat, tudi za vse tiste, ki vi uporabljate pač skuto, mlečne izdelke, fermentirane mlečne izdelke, poudarek je na skuti, sira zelo malo, ampak predvsem skuta, jogurt, kefir. Glejte, to je krasen vir beljakovin, ker naše telo pač potrebuje beljakovine, hkrati vas nasiti, hkrati dobite B-vitamine, se pravi, je ta prav ključno živilo. Zdaj, za vse tiste, ki ne jeste mlečnih beljakovin, imate na razpolago mandlje in sem pač tukaj prinesla študenten futer. No, in seveda je najbolj enostavno in tudi najbolj dobro pač kupiti kar takole študenten futer, ampak problem za vse tiste, ki ste občutljivi na sladkor, rozine, to je koncentrat sladkorja. Tako da naenkrat boste preveč sladkorja zaužili, tako da lahko recimo taka kombinacija je že mešanica semen, brazilski oreščki, mandlji. Fino bi bilo tole sicer namočiti, zaradi tega, da damo fitinsko kislino stran. Fitinska kislina izplavlja žveplo iz telesa, B-vitamin iz telesa in postanejo lažje prebavljivi. Ampak recimo kot neka vmesna malca, eno pest recimo oreščkov, čez popijete jogurt, imate lahko krasen vmesen obrok in je to super hrana. Druga hrana, ki jo jaz zelo rada uživam, so vložene olive z mandlji. To mi je res super. In mandlji so tako ali tako beljakovina, olive vemo, da dobro delujejo na žleze v možganih, so za razstrupljanje, vsebujejo grenčine, delujejo na jetra, vsebujejo dejansko čisto vse, kar naše telo potrebuje,
Tako da prav taka kombinacija je lahko odlična kot samostojna malca, lahko sploh takrat, ko ste lačni ali pa zvečer mogoče ste tako lačni, nekaj bi človek jedel, vzamete olive, se najeste, lahko brez problema jeste. Zdaj pa ena stvar, ki jo jaz kupujem zase, ker mi je enostavno dobra, vam bom pokazala, lejte, cottage cheese, se pravi grudasti sir, to je v bistvu že majčkeno predelana skuta, dodane včasih so zelišča, sol je zraven, ampak vam povem, da meni je to krasna zadeva tudi kot samostojni obrok. No in lejte tukaj, to je bila današnja moja malca, sem rekla, vam prav moram pokazati. Tukaj je pusti grudasti sir, pa čez sem dala bučno olje s korenčkom. In v bistvu sem jedla. A veste, ni tisto, da samo gledaš hrano, pa si misliš, da bi bilo fino, da si sit, ampak sem dejansko jedla. In je to meni res dobra malca. Tudi recimo ta grudasti sir, recimo z olivami, super. Tudi recimo, če vzamete takole lonček, že pripravljen je to za sabo, če greste na pohod, če greste na neki izlet, eno žličko in je to, in imate malco pri sebi. No, pol pa naslednja zadeva, moram dati takole, da ne bom slučajno kakšne stvari popacala. Kot sem rekla, sem pa šla že nabirati čemaž. Pomlad bo, v vsakem primeru. No, in sicer to ne izgleda ravno lepo, ampak vam povem pa, da je dobro. Kaj sem tukaj noter zmešala? To je skuta, zmešala sem z narezanim čemažem in avokadom. To je beljakovinski kruh, ki ga sicer lahko ga kupite v trgovini, že tak beljakovinski kruh, vem, da ne izgleda lepo, ampak je pa dober, in majčkeno narezanega čemaža noter. Tako da čemaž je pa ta trenutek zaklad narave, ampak res zaklad narave. Mogoče niste vajeni ga nabirati, tisti, ki ga ne nabirate, res vam priporočam, če ne drugje, ga dobite v Sevški dolini v Soteski. Tam ga je toliko, da cela dolina tam na enem predelu diši po čemažu. In čemaž je zdravilna zadeva, to je v bistvu sorodnik česna. Danes me je poklicala ena gospa in pravi, da zbolela sem za korono in se je občutila, da jo je strah. In jaz občutim to korono ne kot virus, ampak kot zajedavca, se pravi kot parazita. In vemo, za parazite je najboljši česen, v vsakem primeru. Česen je za vse notranje zajedavce in vidim, da sploh moji otroci so preboleli korono, ja vsi, seveda vse tri so prebolele korono, jaz sem jo imela samo en dan, dejansko je bilo najbolj učinkovita zadeva je bil česen. In vam povem, česen res dela čudeže, sicer mi smo vzeli prehransko dopolnilo česna, tako da dejansko česen pa C-vitamin za vse tiste, ki vas recimo korona ali pa tudi kandida daje. Ker ravno tako, se opravičujem, ravno tako kot korona, se pravi, če je to zajedalec, kandida je ravno tako zajedalec v našem telesu. Tako da sploh na te zajedavce se pač jih se lotimo z čemažem, čebulo, česnom. Vse, kar je grenkega, tudi v zadnjem videu sem že govorila o teh grenčinah, pomaga pri razstrupljanju, tako da vam res priporočam, začnite zdajle delati na tem, da boste sebe spravili pač, da se spravite v delovanje. Prihaja velika noč, na koncu koncev jajca, hren, to je taka kombinacija, ki je tudi za razstrupljanje. In zadnji smo gledali s puncami, s hčerkami Masterchefa, ta vmešana jajčka in so probale narediti, kako izgleda idealna vmešana jajčka, recimo za kislo smetano, vam povem, da so vrhunska, ampak res vrhunska. Tako da mogoče, glejte, hrana gre skozi naše usta, skozi želodec, ljubezen gre skozi želodec in pod prvo ljubezen se vedno začne do sebe. Zato, ker se imam rada, nahranim svoje telo. Zato, ker se imam rada, poskrbim, da moje brbončice uživajo. Zato, ker se imam rada, pač ne moram jaz zdaj stradati tukaj,
ampak podprem moje telo z zdravo hrano. Zdaj mogoče za vse tiste, ki ste se ujeli v nekem nezmožnosti hujšanja, da ste močno, močno podhranjeni, ne vas povabim, pri meni na spletni strani srečnoživljenje.si lahko naročite prehranska dopolnila tudi za hujšanje in v tem primeru imam pa šejk in ga zmešate z mlekom, no, z jogurtom, vam povem, da vanilija z jogurtom je odlična, date še čija semena noter in imate v bistvu tako tudi vitamine, minerale, aminokisline, se pravi vse, kar potrebuje telo, da se aktivira sam proces kurjenja. Tako da ja, pa omega 3 pa C vitamin, to rabimo, ne, ker klin se s klinom zbija. No, takole, to je današnje sporočilo, pa dober tek. Tako da dala sem sliko solarnega pleksusa, popkovne čakre, ker to je povezano z želodcem, se pravi vse to, kar gre preko želodca, kar prebavljamo, vpliva na naše zadovoljstvo. In zdaj, če pogledamo črevesje, je ravno tako zloženo skupaj kot naši možgani, se pravi, to so naši spodnji možgani, črevesje, in če imamo tukaj zabasan, imamo sigurno tudi v glavi. Tako da, a ne, zabasan, tako da je treba poskrbeti za dobro počutje, telo je tako ali tako živa zadeva in vse, kar vnesemo van, slej ko prej postane del nas. Zato vnašamo v svoje telo zdravo hrano, ker se imamo radi in ker se cenimo. Tako da uživajte, pa dober tek, a ne? Uživajte!